Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratni Belokranjski obzornik pričenjamo praznično. V družbi gasilcev, ki so 13. oktobra slovesno obeležili 100-letnico ustanovitve Belokranjske gasilske zveze, Gasilske zveze Črnomelj. Slovesno so pričeli s svečanim mimohodom 480 uniformiranih gasilcev, ki so z 58 gasilskimi prapori ponosno korakali skozi mesto Črnomelj in gasilsko parado sklenili v športni dvorani Osnovne šole Mirana Jarca, kjer je potekala slovesna akademija o praznovanju 100-letnice. Na ta dan, pred natanko 100 leti, so namreč v takratnem črnomaljskem okraju ustanovili Belokranjsko gasilsko zvezo, ki je združevala 7 gasilskih društev iz Črnomlja, Dragatuša, Doblič, Gradca, Metlike, Semiča in Vinice. Mislim, da so že takrat dali nekako naši predniki nam en znak, kako ravnati danes. Vedeli so se poenotiti, sicer naziv je bil uraden res Okrajna gasilska župa Črnomelj, ampak oni so se dogovorili, da bodo lažje delovali pod nazivom Belokranjska gasilska zveza. V 100 letih se je seveda marsikaj spremenilo. Na območju Bele krajine tako danes deluje 54 gasilskih društev, ki se povezujejo v 3 gasilske zveze. Od leta 2004 pa so te povezane v gasilsko regijo Bela krajina. Bistveno se je spremenila tudi gasilska oprema in pripravljenost gasilskih enot. Ostalo je pa res tisto bistvo, to je ta skrb za varnost, za kar je potrebno se organizirati, se ustrezno opremiti, pridobiti ustrezno znanje, predvsem, kar je pa najpomembnejše in pravzaprav najzahtevnejša naloga, zagotavljati je treba tudi zadostno število ljudi, pripravljenih opravljati prostovoljno to veliko humanitarno poslanstvo. Vendar število prostovoljnih gasilcev v Sloveniji iz leta v leto narašča, pravi Koren. Po zadnjih podatkih slovenska gasilska društva združujejo že 150 000 članov. V takih časih, ki jih živimo, je to prostovoljstvo res nek fenomen znotraj naše organizacije. In prav to, da je prostovoljstvo preživelo več kot 140-letno zgodovino gasilstva na Slovenskem, je nekaj najpomembnejšega, meni minister za obrambo Aleš Hojs, ki se je pridružil belokranjskim gasilcem na slovesnosti v Črnomlju. Prepričan pa sem, da je slovenski človek, slovenska duša, slovenska navada taka, da bodo tudi vnaprej pripravljeni pomagati ali pa pripravljeni pomagati nam drug drugemu prostovoljno, kar pomeni, da ko bo nesreča, ko bo težava, smo Slovenci vedno bili in verjamem, da vedno bomo pripravljeni priskočiti na pomoč. V slavnostnem nagovoru je minister Hojs pohvalil izjemno dobro opremljenost gasilcev in opozoril, da so pred nami novi časi. Jaz sem prepričan, da se neki časi tako bogate gospodarske rasti ali pa toliko denarja pravzaprav kar nekaj 10 let ne bodo več vrnili v naše kraje. Pa ne samo v naše kraje, ampak generalno v te prostore Evrope. Torej, sredstev za gasilce bo gotovo nekaj manj. A minister dodaja, da se bo ta znesek, ki bo sicer nekaj znižan, vendarle uporabil koristno za prave stvari in pa kdaj tudi bolj učinkovito kot danes. Treba namreč vedeti, da se kdaj pa kdaj v vsakem sistemu dogajajo anomalije in se seveda tudi v tem in prepričan sem, da bomo lahko z nekim bolj gospodarnim ravnanjem, z združevanjem nabav recimo, ali pa z nekimi standardi, ki bodo gasilce silili v to, da bodo skupaj medobčinsko nabavljali določeno opremo. Eno takih primerov je recimo gasilska lestev, nabavljali stvari tako, da bodo skupnimi močmi enako opremljeni. Sicer pa je minister Hojs, tako kot drugi govorci, čestital belokranjskim gasilcem ob visokem jubileju in se jim zahvalil za požrtvovalno delo. Predsednik Gasilske zveze Slovenije pa je Črnomaljski gasilski zvezi podelil zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije in v svojem nagovoru poudaril, da prostovoljni gasilci opravljajo pomembne naloge, vezane na elementarno potrebo po varnosti in so nenadomestljiv potencial v opravljanju tega poslanstva. Jaz sem prepričan, da se tega zaveda tudi dobro država, tudi občinsko okolje, domače okolje, skratka ljudje vedo, da smo potrebni svojim poslanstvom.
Slovesnost ob visokem jubileju so sklenili s podelitvijo najvišjih priznanj Gasilske zveze Črnomelj in posebnih plaket 7. ustanovnim društvom, pred 100 leti ustanovljene Gasilske zveze Črnomelj. Od visokega 100-letnega jubileja pa k prvemu rojstnemu dnevu. Praznovali so ga v Metliškem mladinskem centru. Ta mesec namreč mineva leto dni, odkar so ga odprli. V kulturno-umetniškem društvu Plac, ki mu je metliška občina zaupala vodenje mladinskega centra, z zadovoljstvom ugotavljajo, da je mladinski center v pritličju Makarove hiše v popolnosti zaživel. To prvo leto je minilo nad vsemi pričakovanji. Izvedli smo zelo veliko število vseh vrst aktivnosti, zelo smo veseli, obisk je zelo dober, tudi javnost nas dobro sprejema, otrok je veliko, mladostnikov tudi. Prvo leto delovanja je bilo zelo uspešno za njih. Sami ste lahko videli, koliko zadev se je tukaj zgodilo v enem letu, koliko otrok je tukaj šlo čez ta vrata, bilo na računalnikih, bilo v delavnicah, igralo šah, se učilo plesati, ogromno se je tukaj dogajalo. In mladinski center je v prvem letu izpolnil svoje poslanstvo. V prostorih mladinskega centra, ki je odprt vsak dan, se je v minulem letu zvrstilo nekaj 100 različnih dogodkov, pravi Hrste, in vsi so bili dobro obiskani, saj center mladim v Metliki veliko pomeni. Ogromno. Res neka pridobitev, ki je nujno potrebuje vsako manjše mesto v Sloveniji, sploh pa v Beli krajini, ker se tukaj dogajajo stvari, ki jih mladi iz naših krajev drugače niso jim dostopne, in tukaj res so na voljo različne delavnice, aktivnosti, predstave, stand-up večeri, kantavtorski koncerti, računalniki, pomoč pri učenju, vse, kar drugače v manjših mestih mladini primanjkuje. Vsekakor so na prvem mestu delavnice. Imamo delavnice kreativne, torej ustvarjalne za otroke, mladino in tudi starejše. Te delavnice so dobro obiskane. Pa tudi nastopi stand-up komikov, različni tečaji in potopisna predavanja so pritegnila veliko mladih, dodaja Hrste. V nobenem belokranjskem mestu ni nekega prostora s tem namenom in mislim, da je zato zelo pomembno, da so takšni prostori, da so mladinski centri, da se mladi tudi na drugačen način lahko zabavajo, da otroci po šoli lahko pridajo k nam in počakajo uro, dve, dokler jih starši ne pridajo iskati, mogoče grejo k nam tudi malo na računalnik, delajo domače naloge, se igrajo, zabavajo, sproščajo, vse to pri nas dobijo. In kako financirajo delovanje mladinskega centra? Imamo srečo, da nam je občina prisluhnila, nas tudi finančno podpira. Večji del sredstev pa vsekakor moramo zagotoviti sami z lastno dejavnostjo, spravi z lastnimi projekti. Pa tudi s prostovoljnim delom. Asociacija mladinskega centra je prostovoljno delo. Veliko dela je tukaj narejenega na prostovoljni bazi, torej brez kakršnega koli zaslužka. Pridružili so se tudi Evropski prostovoljni službi in tako letos v centru z njimi ustvarjata 2 Francosinji, ki sta svojimi idejami obogatili program. Ta bo pester tudi v prihodnje, zagotavlja vodstvo mladinskega centra, ki kljub kriznim časom še vedno računa na finančno pomoč metliške občine. Rekel bom, da ravno zaradi teh kriznih časov se bomo še bolj potrudili, da jim bomo pomagali. Prvi rojstni dan mladinskega centra so obeležili z glasbo in humorjem. Pri slednjem so sodelovali tudi zbrani na praznovanju. Prva avtohtona filmska ekipa iz Metlike z nizkoproračunskim prvencem rojstvo mladinskega centra. En aplavz, prosim, lepo. Še ostajamo pri praznovanjih. Konec meseca bo praznovala občinski praznik občina Semič. Obeležili ga bodo z 28 različnimi dogodki, ki se že vrstijo. Največ je sicer športnih, a na veselje krajanov bodo prerezali tudi kar nekaj trakov in namenu predali več pridobitev. Tako so pred nekaj dnevi v Semiču odprli kotlovnico na lesno biomaso in omrežje daljinskega ogrevanja.
V srednji vasi pri Črmošnicah pa so namenu predali obnovljene vaške ceste. Naložba je vredna dobrih 68 tisoč evrov. 56 tisoč so pridobili na javnem razpisu. No, gre za naložbo v romska naselja, kajti srednja vas se nahaja na seznamu romskih naselij in tako smo se prijavili na javni razpis za ureditev osnovne romske infrastrukture in sredstva pridobili. Srednja vas je bila nekdaj kočevarska vas, imenovana Mitterdorf, in njej je po starih zapisih živelo 135 ljudi. Po vojni, po odhodu kočevarjev, le nekaj jih je ostalo, so vasi naselili nekaj romskih družin in tako danes v srednji vasi v Slogi živi okrog 60 vaščanov 3 narodnosti – Slovenci, kočevarji in Romi. Imajo podružnično cerkev svetega Filipa in Jakoba, zgrajeno leta 1740, vas ima vodovod. Kanalizacije pa še nima, ima pa javno razsvetljavo in seveda širokopasovno omrežje, tako da to, kar bi pa še potrebovali, da imajo resnično celotno infrastrukturo, je še kanalizacija in čistilna naprava. Če bo srednja vas ostala na seznamu romskih naselij, bomo to izkoristili, saj bomo tako lažje prišli do denarja za graditev manjkajoče infrastrukture, dodaja Kambičeva. Kaj pa najbolj pogrešajo krajani? Javni prevoz. Tega nimamo, skoraj ne šolari, kaj imajo, drugega pa ni. So pa zelo zadovoljni, ker so dobili skoraj kilometer novih asfaltnih prevlek na vseh vaških poteh. Dosti nam pomeni, delno je bilo že prej asfaltirano, da se je pa vse obnovilo in še dodalo nove poti, asfaltiralo. To je jako fajn, nimamo kaj, lepo bo, dosti lepše bo, ne? Rogl pa še poudarja, da je lepo živeti v njihovi vasi. Lepo je, jaz sem tle jako rad živim. Ne bi mogel nekjer, da bi šel kam drugam. Verjetno podobno o svoji vasi mislijo tudi vaščani Cerovca, ki so se minulo nedeljo zbrali pri njihovem gasilskem domu in se skupaj veselili nove pridobitve, pomembne za njihov kraj. Namenu so namreč predali novo zgrajeni pločnik in javno razsvetljavo. Tak sem vesela, rada jo vidim in vse. Ja, in včas do Štublarjevih prejdem, pa mi je lepo čez svet. Pa tudi po pločniku je veliko lepše hoditi kot ob robu ceste, pravi živahna 90-letna Alojzija Radoš, najstarejša vaščanka Cerovca. Nimam več nobene vrstnice žive. Ima pa okrog 100 sokrajanov, s katerimi se je veselila za njihovo vas pomembne pridobitve. Jaz sem sam hodil že po tej cesti, ko bi makadam, pa pokaj je bil asfalt, pa to je bilo strašno nevarno, ta del cestišča. Poslej bo drugače in predvsem bolj varno za otroke, pravi Ogulin. Naložba je vredna 20 tisoč evrov, denar pa je zagotovila občina Semič. Seveda naložba ni tako velika, ampak kot vidimo po današnjem obisku je zelo pomembna za te krajane, sploh z vidika varnosti in veseli smo, da jim to toliko pomeni. Krajani pa že imajo nove želje, na katere so županjo opozorili kar v verzih. Županja naša slavna, seveda pri tem glavna. Vsi zbrani smo jih hvaležni in upamo, da bomo še česa deležni. Ker je njihova vas razpotegnjena, odmaknjena od glavne ceste, imajo več vaških poti, ki potrebujejo novo asfaltno prevleko, so nam razložili krajani. Želimo si te javne poti popraviti, nekaj imamo asfalt, ampak je to dotrajano, ne? Želimo kanalizacijo in pol bi pa kaj zadovoljni. Nekdaj so imeli v vasi šolo in trgovino, sedaj pa imajo gasilski dom in gostilno ter 100-letno lipo, na katero so še posebej ponosni. Kot pravijo, so jo posadili leta 1939 v spomin na kralja Aleksandra. Njega ni več, pa tudi vsi fantje, ki so sadili lipo, so padli v drugi svetovni vojni. Lipa pa še raste in daje senco služnim vaščanom Cerovca. Še ostajamo pri veselih, optimističnih vesteh.
Takšna je zagotovo v začetku letošnjega avgusta objavljena novica, da je družba Akrapovič kupila proizvodne prostore nekdanjega Danfossa v Črnomlju. In kaj načrtujejo v teh prostorih, o tem v prihodnjih minutah. Konec minulega tedna je lastnik podjetja Igor Akrapovič povabil člane črnomaljskega občinskega sveta in Rica Bela krajina v Ivančno Gorico in jim skupaj s sodelavci razkazal celotno podjetje ter predstavil načrte in vizijo družbe. Da vidijo, da gre za resno podjetje, da gre za podjetje, ki ima veliko znanja, veliko vlaga v razvoj in seveda s tem vsem tudi ta teren oziroma prostori, kateri so polni proizvodnega dela, da se nimajo dejansko več kam širiti in da je resna namera direktorja, da seli proizvodnjo oziroma širitev proizvodnje v prostore, katere je tudi kupil od podjetja Danfoss. In zakaj so se v družbi Akrapovič, ki je svetovno znani proizvajalec izpušnih sistemov, odločili za nakup Danfossovih prostorov v Črnomlju? Ja, en glavnih razlogov je bil to, da se pač na tem področju v Ivančni Gorici nismo mogli več širiti in da smo prišli do nekih resnih omejitev in smo pač iskali neko drugo rešitev. Tako da ta objekt od Danfossa v Črnomlju je za nas pravzaprav res maksimalno primeren in nam omogoča dolgoročen razvoj podjetja. Uprava in razvojni oddelek družbe bosta ostala v Ivančni Gorici, prav tako livarna, ki je trenutno zelo tesnjena in jo nameravajo širiti. Celotno proizvodnjo in logistiko pa nameravajo preseliti v Črnomelj. Mi računamo, da bo v 5 letih približno 450 ljudi delalo v Črnomlju in kar dobršen del po mojih bo tudi pač iz tega območja. Seveda upam pa na dolgoročno rast, tako da mogoče 7-8 let, nas bo pa 600-700 in trenutno so trendi v našem poslu zelo dobri. Ker pa v nekdanjih Danfossovih prostorih v Črnomlju posluje družba Sekop, ki ima 3-letno najemno pogodbo, Akrapovič še ne ve, kdaj bi lahko pričeli selitvijo njihove proizvodnje v Črnomelj. Mi v vsakem primeru smo se pogovarjali z njimi že od samega začetka, da bi to po tretjinah prevzemali. Zdaj pa smo še zmeraj v pogajanjih, tako da jaz upam, da se bo to tudi tako zgodilo. Da bi mogoče mi v enem letu prevzeli 5-6 tisoč kvadratov, bi bilo za nas kar pravzaprav najbolj optimalno. V nadaljevanju pa naj bi postopoma prevzemali prostore v Črnomlju, tako kot jih bo zapuščal Sekop, dodaja Akrapovič. Čeprav je res, da so prvotno načrtovali, da naj bi leta 2014 že delalo v Črnomlju okrog 300 ljudi. Mi se še nismo nič dokončnega dogovorili, oni imajo možnost ostati noter, nobene prekinitve pogodbe niso dobili. Dejansko pa jaz tudi sam mislim, da je v nekih časih maksimalne proizvodnje bilo tam okoli 1400 ljudi, kot sem jaz slišal, zdaj je pa manj kot 500 in sem prepričan, da se da tudi za nas pripraviti en prostor, kjer bi mi lahko začeli noter delati in počasi razvijati naš podjetje. Podjetje, ki v prvih 9 mesecih letošnjega leta beleži 17% rast in ima velike načrte. Pa ne le na področju izpušnih sistemov, kjer so številka 1 v svetu. Uspešno se podajajo tudi na področje medicine in letalske industrije. Črnomaljci so bili po ogledu podjetja in po pogovoru z njegovim vodstvom navdušeni. Lahko rečem, da smo navdušeni in moram reči, da to je en velik korak naprej, da se seli ta firma v Črnomelj, seveda za naše okolje. Pričakovanja so bila v skladu z imenom. Prepoznano ime, znano podjetje. Vse to, ko smo si pogledali in bili usmerjeni in vodeni, samo potrditev tega imiča, ki ga imajo. Lahko rečem, da si Bela krajina nekaj podobnega zasluži, da smo dobili namige, da je to možno se tudi reši pri nas, tudi kader imamo za to. En del kadra bo vsekakor prišel z Ivančne Gorice, verjamem pa, da en del, ki se pa vozi z Ljubljane ali pa z kakšnih bolj oddaljenih področji, pa mogoče se ne bo za to odločil, se bo mogoče poskušal kakšno drugo delo dobiti, vendar je naš namen rast podjetja in vsekakor upam, da bomo pač zaposlovali lokalne ljudi. Tako da več kot zadovoljni smo lahko s temi odgovori za željo, da se tudi to vse uresniči in da se trg bistveno ne manjša za njegove proizvode. Priložnosti so po celem svetu, samo izkoristiti in najdeti jih je treba. Družba Akrapovič jih je našla na trgih širom sveta.
Trenutno veliko delajo v Aziji in Južni Ameriki. Največ izpuhov za prestižne avtomobile pa prodajo na Kitajskem, pravi ustanovitelj in lastnik družbe Igor Akrapovič. Od svetovnih trgov, na katerih je prisotna družba Akrapovič, pa se v prihodnjih minutah podajamo na kmečko tržnico, ki so jo v Metliki dolgo načrtovali in na veselje kupcev ter pridelovalcev kmečke hrane končno odprli. Zbralo se je veliko ljudi, zaigrali so harmonikarji in zaplesali najmlajši folkloristi iz metliškega vrtca. Ponudba na stojnicah je bila pestra, sveža in ljudje so z veseljem segali po zdravi domači hrani. Župan Darko Zevnik je priznal, da so potrebovali kar precej časa, pa tudi trme, da so našli lokacijo in končno odprli tržnico na ploščadi pred tamkajšnjim trgovskim centrom Gala. Lokacij je bilo več, vendar zaradi različnih problemov in tako smo se nekako odločili, da začnemo tukaj. Če stvar ne bo tako funkcionirala, kot bi, in če se pokažejo druge boljše rešitve, vedno lahko se premakne in gre na drugo lokacijo. Ampak začeli smo. Važno je, da se začne, potem bomo pa reševali sproti zadeve. Danes je en začetek, ljudi je ogromno, upam samo, da bo vsako soboto tako, da bo ta tržnica postala tudi eno mesto, kjer se ljudje srečujejo, kjer izmenjujejo svoje izkušnje in pa kupujejo domače izdelke. Super, super. Komaj smo čakali tega dneva. Kaj ste si kupili? Kupila sem skuto, smetano, kozulje. Zelo fajn se mi zdi, da imamo tukaj blizu, da si izberemo domačo hrano. Vidim, da je čisto domače grozdje, je boljše kot tisti debelimi zrniki, kdo ve, koliko časa je stalo. Tu se pa kar vidi, kako je lepe, da je domače, kot da bi ga zdaj strtja nabrala. Ja, dobro, v redu. Dobro? Ja, je. Jo Metlika potrebuje? Ja, sigurno, tako fino, sveže. Odlično, samo če bo kaj funkcioniralo. Ne le kupci, tudi ponudniki zdrave domače hrane so bili zadovoljni. Še posebej, ker je bila prvi dan prodaja zelo dobra. Mislim, da to je bil skradni zadnji čas. Metlika je le veliko mesto, ni to majhno in tudi turistično razvito. Tako da je bilo to pa res skrajni zadnji čas, da se je odprla tudi pri nas tržnica. Samo lokacijo bomo videli. Mislim, mogoče lokacija ni najbolj na pravem mestu, ali bomo videli. Stvar je dobro zamišljena. Jaz bi rekla, da imamo tukaj, vsak kmet ima nekaj viškov hrane in bi to lahko prodal. In domača hrana, domača pridelana zelenjava, meso, zrnje je veliko boljše kot pa kupljeno. Tržnica je potrebna, ker ljudje marsikaj ne morejo dobiti, kar bi dobili, tako bi pa na enem mestu imeli skoncentrirano marsikaj. Pečarič, ki v domači oljarni prideluje več kot 20 vrst različnih olj in ima izkušnje s prodajo na tržnicah, je prepričan, da morajo imeti ljudje priložnost videti in probati izdelke oziroma pridelke. Šele potem jih kupijo. Zato je tržnica pomembna. Bili smo po Sloveniji na več predstavitvah, raznih snemanjih in ugotavljamo, da se da prodati, če pravilno predstaviš in če je kvalitetna roba. Da je pomembna kakovost pridelkov, se strinjajo tudi nekateri metliški kmetje, ki ob sobotah prodajajo svoje pridelke na črnomaljski tržnici. Sedaj pa jih bodo še v Metliki. Pri nas ponujemo čebulo, česen, marmelado, imamo korenje, zelje, peteršilj, v glavnem vse na voljo. Povpraševanje kupcev pa je vedno večje, dodaja Kramaričeva. Ja, bi rekla, da je, ker je nekako ekološka pridelava vse bolj popularna in mislim, da se ljudje tega zavedajo, da je to bolj zdrav način življenja. Način prehranjevanja je bistvo zdravja. Če se pravilno prehranjujemo, kar vnesemo v sebe, to imamo. Tržnice v Metliki se je razveselil tudi Andrej Muc iz Lokvice, ki je doslej prodajal na črnomaljski tržnici. Upam, da bo to zaživelo, da bo bližje in lažje dostopno in se ponujam kar ogromno, se vidite. Čez leto sem imel pa večinoma za vlaganje, s tem se dosti ukvarjam. Drugače pa gledamo, da bo za celo leto 12 mesecev ponudba. Prvi dan je na stojnice postavilo svoje pridelke 12 ponudnikov.
A ker je na ploščadi še veliko prostora in ker bo vse stroške tržnice do novega leta pokrivala občina, v Metliki verjamejo, da se jim bodo pridružili še drugi kmetje, ki imajo tržne viške. Jaz mislim, da lahko vsak pride, ki doma prideluje hrano, pokliče, se bomo dogovorili. Skratka, prav je, da pride potrošnik in pa pridelovalec, ker mislim, da je to lahko tudi eno tako družabno srečanje, da ljudje izmenjajo izkušnje, se družijo, da potrošnik spozna, kje je pridelana hrana, kako je pridelana, kdo jo prideluje in da se vsi skupaj začnemo zavedati, da domača hrana je tista ta prava in najboljša. Da se tega ljudje vedno bolj zavedajo, priča tudi dejstvo, da se je slovesne otvoritve kmečke tržnice udeležilo zelo veliko ljudi in da so Metličani z veseljem kupovali domačo kmečko hrano. Tokratni Belokranjski obzornik, v katerega smo strnili vesele in optimistične zgodbe, končujemo tako, kot se spodobi za ta čas. Z mladim vinom Portugalka, ki je belokranjska posebnost. V Črnomaljski kleti so že 7. leto zapored pripravili teden Portugalke. 5 belokranjskih vinarjev je po Kušino ponudilo svojo Portugalko, ki se odlično prileže ob pečenem kostanju. Namen tedna Portugalke je predvsem promocija tega mladega vina, Portugalka, ki ga izključno, predvsem v Beli krajini največ nekako predelamo v Sloveniji, ki ga tudi tržimo, torej da se družimo, da nekako s kulturo in vinom popestrimo večere in ljudem nekako, da bodo lažje počakali do Martinovega, ko bo novo vino naproti, ko bo pripravljeno, ko bo martinovanje. 7 večerov glasbe in druženja z mlado Portugalko bodo sklenili v soboto zvečer, ko bodo razglasili najboljšo Portugalko po mnenju tako strokovne komisije kot obiskovalcev Črnomaljske kleti. V soboto popoldne pa vabijo na druženje in zabavo ob mladi Portugalki, pečenem kostanju in dobri glasbi metliški vinogradniki. Potrgali bomo potomko trte in tudi pol začeli točno ob 4 točiti mlado vino. Nekako s to prireditvijo ćemo zaključiti redno trgatev in tudi obeležiti začetek točenja mladega vina. V Pokušino ga bo ponudilo 10 belokranjskih vinarjev. V okviru prireditve pa bodo podpisali tudi listino v ustanovitvi Združenja belokranjskih vinogradniških društev. Z namigom, kako lahko veselo in prijetno preživite konec tedna v družbi mlade Portugalke, končujemo tokratni Belokranjski obzornik. Do prihodnjega, čez 14 dni, pa vam kličemo le še srečno!